No, aha, mislim, zdaj, se pravi, to je bilo ne izključno, čisto zaradi ekonomike, se pravi, ti si nabiral plošče tudi drugje in kaj si pa z njimi, kakor vem, si jih 2 centi obrezal, ne? Mislim, jaz sem jih nekako pač, definitivno sem že prej to predvidel, ker pač nekako iz gradbišča jasno, da pač je nekako, so izpostavljeni te gradbiščnim pogojem, pomeni, da so robovi poškodovani, ne, ker nikoli ni površinska, pač kako preko površinske poškodbe niso problematične, problem je pa rob. Na robu, ja. Se pravi tam, kjer je pač plošča najbolj občutljiva. Zato sem v bistvu že prej predvidel nekako to povezavo, da bo treba pač dejansko te plošče pač vsaj malo porezati, ker pač so drugače, mislim, preveč poškodovane in bi v bistvu se mi zdi, pač jaz sem zmer pristaš teh čim bolj takih sistemskih rešitev, ne, da že v bistvu s sistemom poskušaš poloviti vse te anomalije, ki pa pridejo. Potem sem jih pa jaz v bistvu površinsko brusil. Se pravi, koliko si jih odrezal ob stran? 2 centi, če se prav spomnim, si rekel. Tam od 3 do 5. Ja, to je tudi odvisen, zaradi tega, ker tudi pol, če se greš tako, kot smo se mišli, tudi špirovci, ker tako gledamo včasih, pa jih mi rišemo, da so pač absolutno enakovredno narazen niso. Ne. Tako da v bistvu je tudi tukaj praktično skoraj pri kjerikoli projektu, ki sem jaz imel, je skoraj nemogoče, da bi bili to v praksi v resnici. Ne. To se pravi, ta mera vmes egzaktna. Tako da tudi v bistvu, ker smo mi to izvajali, nismo mogli to tako narediti, da bi kar zdaj vse serijsko porezali, ampak jih je bilo treba v bistvu dejansko tam malo spremljati, kaj se dogaja s špirovci. Tako da malo se pač komponirali. Pa sem te takrat narobe razumel. Jaz sem te razumel takrat, da ste imeli čisto točno to razdaljo, pa da ste jih pol samo vmes. Mislim, v teoriji samo v bistvu nikoli to ni. Tako da tukaj je pa ta odklon v bistvu tega, kar je pač DVG risba in arhitekturni načrt, pa v bistvu pol v praksi. Pol še dobro, da jih nisi pol, ker si jih pripravljal, ker si rekel, kaj 30 plošč na dan. Ja. Kaj to pomeni, da si jih pripravil? To pomeni, da robov jim še nisi obrezal. To pomeni, da sem jih v bistvu oblil, ker sem s tem električnim oblečem v bistvu ročno to oblil, pa v bistvu zbrusil ročno si to oblil? Ja. A res? Ja, problem je to, da ti to v bistvu noben noče na mašino, da zaradi tega, ker so lahko še kakšni žeblji ali pa kaj noter in noče zaradi strojev. Malo sem spraševal, sam so to v bistvu vsi bili pač, da ne, tako da pol sem v bistvu jaz to ročno se lotil. Zato je tudi pol jih tudi nisem toliko brusil, da se pač vidi, ker pa sem tam gledal že, če jaz to ročno delam, to bi bilo pa res žalostno, da izgleda, kakor da je strojno. Tako da se mora ta del noter videti, tako da zdaj se pač itak to na projektu se vidijo take v bistvu ročne, kako bi rekel, sledino pač tega, to se mi je vmes del kar pomemben. Hkrati je pa pač zelo praktičen moment, ker v bistvu pol, ko začneš to delati, pa ko jih imaš ti, eno je, da to 3 take plošče, drugo je pa 500, tako da takrat v bistvu jih pol že malo sanjaš te plošče, tako da v bistvu pol mogoče tudi spustiš kakšen kriterij. Pa mislim, mi ni nič žal. Ne, pa sej se to je, tako kot sem pa prej rekla, zame ta vabi sabi še lepši, da se to vidi boljš, kot če bi bilo čisto. Da bi bilo čisto, vse v nulo. Se pravi, da teh 9 evrov na plošče treba pol prešteti še koliko časa, da je obdelana pol, da je po... Ne, da rad bi prišel do primerjave, ker si prej omenil te tili plošče, ne? Mislim, recimo, če gremo z tega, da je to 30 na popoldne, 30 plošč, pa recimo, da sem jaz recimo od 5 naprej delal do 8-9. 7, 8, 4 ure. 9, ja, kaj takega. Včasih tudi 10, včasih pa manj tako kriščo. Ja, ajde, jaz nisem dolgo hitro računal, ampak 1 na 5 do 10 minut. Če na 10 je 6, pa 5, 6 krat 5 je 30, ja. To je tako, ja, tako 10, 5, ja. 10, na 10 minut, se pravi 6 na uro. To pomeni, da moraš dati še zraven, še ne 2-3 evre. Odvisen od kaj? Odvisen od urne postavke. Odvisen od urne postavke, seveda, ja. Ja.
Aha. No, ampak to je dejansko je to res precej cenej. Mislim, da danes je to že druga, ne, se te strategije, ki so, ne, so vse lahko lokalno v tistem obdobju, v tistem času v bistvu nekako logične, pa vzdržne, v drugem pa recimo niso. Ne. Pa ni mož pa zamenjati. To se mi zdi, hočem reči, da se mi zdi, da izmerja pač te strategije so glih zaradi tega morajo biti pač fleksibilne in pač odgovarjati tistemu času, ne. Zdaj, če je neki nasilo narejen, pa pač nima smisla, ne. Ampak zdaj, recimo, ne vem, tukaj je hitro, ker pač če računaš, pa če hočeš v bistvu imeti, ali imaš tako hišo pa v Knaufu ali pa v lesu, je to hitro na taki hiši 20-25 jurjev. Ja, sigurno. Je to ziher razlike, ne, zdaj pa... Tako da v bistvu tukaj nekako, In čakaj, ta šovšugi bar imaš ti tudi iz teh plošč? Ja, to je bilo pa pol, jaz sem nekako pač razmišljal, kako pa zdaj to tudi zunaj uporabiti, ker se mi zdelo pač tudi zanimivo, da bi pač s ploščami delal tudi zunaj, ne, pa pač z istim principom, pa da nekako pač je to cela zgodba, pač da je to cela nit pač hiše, pač ker se mi zdi, da tudi vsaj v hiši, mislim, da se to vidno, da je nekako upam, da se vidi, da je pač ta v bistvu plošča, dimenzija plošče narekuje v bistvu nekako vse, kar se dogaja, od pohištva do širine, ne vem, kakšnih omaric, pa mislim, definitivno nisem hotel nekje tako, da bi se to na funkcionalnosti poznalo, ampak se mi zdi pa prav, da je pač pol nekako hiša delana po tem, no, to je pač mogoče ta bolj japonski princip, ne, pač te modularne gradnje, od katere se sicer danes odmikamo, oziroma je že kar nekaj časa ni aktualno, včasih je bilo obrno. Tako da tukaj sem pač iskal alternative in pač, ker smreka ni obstojna za ven, je treba pač nekako obdelati. Tako da je bilo pač s tem žganjem in potem pač premazovanjem. Jaz sem sicer s tungovim oljem premazal, ampak mislim, da tudi ni načeloma potreba po tem. A ne? Ker načeloma se na olju. Ja, zdaj eni imajo tudi pač ta, kaj že je to, ta tar, ki imajo Finci, no, to borova smola, to v bistvu tudi, se s tem v bistvu tudi zdaj veliko dela. Jaz sem takrat pač s tungovim oljem pač premazal še. In ta šovšugi ban, se pravi, to je ta japonska metoda zaščite lesa, se pravi, požgeš, skrtačeš, pa premažeš, ne? In to si tudi vse sam naredil? Ja. Komplet. Tako da se to je tako, če daš nekomu to spet delati, je to. Mislim, tukaj je zmer, meni se zdi, da je v tej finalizaciji pač je res, tam je res, no, pač. Lažje sam narediš, pa največji prihranki. Tako, ne, če si pač, definitivno je v bistvu se tam tako najbolj pozna, ne. Je pa treba vedeti, kje so tiste dela, ki ti v bistvu nekako ležijo, pa da nekako si jih pač sposoben narediti, ne, dosti kvalitetno. Še ena stvar sem se spomnil prej, ker sva govorila okoli teh plošč. Zdaj, da si ti napobrkoval 500 teh plošč, ko praviš, da si jih začel zbirati že prej, si jih moral nekam dati. Ker to je na nek način pa kar problem, ali imate doma kakšno skladišče? Mislim, na prejšnji lokaciji sem imel pač tudi pokrit tako nekje od zunaj in sem pač pa to lepo v garaži delal. Tam sem imel pač nekako tako možnost, ne. Sicer to je bilo vsakič, je bilo pa, ker problem je, ker to te opilke, ne, to gre res po celi kleti in to je vse prašno pa neki, tako da je bilo kar zanimivo, ampak je bilo takrat, kad smo še živeli skupaj v bistvu z bratovo družino na drugi lokaciji, v hiši starih staršev, ampak so bili zelo tolerantni, tako da... No, ampak je pa to neka nuja, da imaš nek prostor, kjer lahko to in hraniš in tudi... Ja, se pa te reciklaže zmer tako nekako, da bi v bistvu nekako pač zmer na nek način ta hramba mogoče malo težava, ne, kako v bistvu te... Ampak tukaj v bistvu mislim, da tudi dolgoročno, da bi se mogli vzpostavljati neki sistemi, ne. Je pa moram reči, da recimo ta Bauha se mi zdi pa, da je že zelo tak dober delujoč portal, ker se mi zdi, da je marsikaj tukaj zelo fajn, ne, nekako, da se da dobiti pač določene materiale. Kako misliš dobiti? V tem smislu pač teh rabljenih stvari, no, da imaš pač nek spletni portal, kjer pač v bistvu to že na nek način v bistvu spontano teče. Ne. Ker v bistvu
Ja, ok, za materiale, ampak v bistvu Moraš bi ga pa rabil nekam delavnico, skladiščiti, ja. ja, to ga pa moraš nekaj skladiščiti. Razen če bi, tako kot si prej rekel, naredil to osnovo, naredil šotor, streho, pa imel pa lastno hišo za... Sam tudi tam je pa treba biti taktičen, pa ne, Taktičen, da ja. ne na koncu v bistvu si nagonaš tam, da v bistvu ne moreš, preden začneš karkoli delati, moraš pa prestaviti vse. Mislim, tega je se že s temi ploščami ni bilo tako malo, ne, ker jaz sem jih gor prepeljal na eno prikolico, pa sem jih v bistvu vse, oziroma takrat sem pa že tudi, to je tudi super investicija kombi, pač tak gradbinski kombi, to je nujno in to se res plača imeti. Ja, verjamem, ja, ker to je za neko tako zadevo, pa da v bistvu nekako, pa pač se to konec koncev koristiš za tiste 2-3 leta, 4-5, koliko rabiš, pa v bistvu naprej prodaš pač tako. Se mi zdi, da je to res neka super naložba. Zdaj ga nimaš več pol? Ne, to smo takoj v bistvu. Mislim, pri nas je bilo tako super, ker to tudi brat, pa njegova žena sta v bistvu tudi gradila in smo pa v bistvu to skupaj imeli. Tako da tudi mi dva sva nekako pač skupaj hodila na te, mislim, ali akcije, ali en drugmu pomagati, ali vsak na svoje bajt, ali kakorkoli. Tako da mi da se hecajo, da mi da so vsak svoja gradila, a te pa dve gradil. Tako nekako. Ja, dobro. Čakaj, a bratova je ta naslednja zraven, ali? Tako je. A pa je ista zasnova, ali je Tiste pa oče, Ti si pa oče projektiral, no. Aha, ni brat zaupal arhitektu, je lažno statiku. Oče je tudi arhitekt in gradbeni inženir, ja. Tako da v bistvu on je Okay, oboje. pa sem pa jaz narobe razumel, ne vem zakaj sem razumel, da je gradbenik. Ne, oboje je v bistvu, tako da v bistvu nekako se pa odločil. Na internem natečaju birojskem so imeli 3 rešitve, pa so pa zbrali tisto. Ne. Tako da pač vse meni je bilo, mislim, se mi zdi, da je čist super, tudi logistično glede na to, da je bilo pač, je že tega nekega priprave veliko, ne. Se mi zdi, da je tudi z tega vidika bilo v bistvu zelo dobro, ker v bistvu imeti poleg biroja pa še 2 take hobi program, support, gradni bi bilo kar zanimivo, ne? Ker to je vse in treba pač, moraš prej premisliti, kako boš naredil, moraš kosovnico, ne, treba je tu trgovino, v bistvu tukaj nekako pač zahteva nekako celostni, pač moraš te stvari načrtovati, ne, zdaj meni moram reči, da mi to ni bilo težko, pa tudi zaradi tega, ker je pač, mislim, jaz sem tudi že prej od skavtov, pa to v bistvu mi smo pač te tabore in to, ko smo rihtali. Tako so neke organizacijske pač lastnosti, ki pač mi ni travma, v bistvu ti zmečeš skupaj, vržeš v kombi. Ni tako obrazci. Jaz se lahko, ja, ne, ni se taka travma kot obrazci, tako da ti se že nekdaj navajen se spakirati v zelo kratkem času, pa pač nekaj. Tako da tukaj moram reči, da to kar dosti pač tudi pomaga nekako pri tem, ne. Da nisi, mislim, ja, da se znaš zorganizirati, pa ja, da te ne to v bistvu zaduši, ne, pač na nek način. Ne, ja, ampak sigurno, tako kot si prej rekel, taktike je veliko, če si navoziš, da si ne delaš sam sebi na pote, to vidim že pri gradbincih, ki včasih, ali pa recimo bolj pogosto, ne da bi sami sebi na potu delali, ampak v hipu, ko imaš pa 2 na hiši ali pa 3, ne, se pa že pojavi tam en kup nečesa, ker mora naslednji že nekaj umikati. Tudi mislim, da tukaj nekako je pač ta, vsaj tako se mi zdi najbolj logičen princip, lahko da je drugačen, ampak meni se zdi zelo logičen, se to tudi v tem, kar smo naredili, nismo lih priročnika naredili, ampak neke samoritelske nasvete. Se mi zdi lih to ključno, da v bistvu tudi nekako med tednom pač v bistvu pripravo delaš, pa neke manjše zadeve, to, ko lahko 1-2 naredite, recimo, ne, pa v bistvu za vikend orang delovne akcije, ker pa pač je več ljudi. Ampak v bistvu zato je pa treba imeti to zelo dobro načrtovano, ne. To ne pol, da pride, ne vem, 8, 10, 15 ljudi pa te pol gledajo, ne, ampak pač moraš te ljudi v bistvu zelo veliko se meni zdi, da je narobe tako, da ljudje v bistvu pol sami delajo, ne, ljudje pa gledajo pa čakajo. In pol pač kako bi rekel, ki so pripravljeni pomagati, se ne čutijo v bistvu koristne, ker oni v bistvu tam stojijo in te gledajo, ne, in kako ti delaš. Tako da meni se zdi, da če imaš to prav narejen, pol zelo malo ti delaš takrat, ker v resnici že sam s tem, da ti razporejaš takrat, pa malo kontroliraš, kaj se dogaja, pa kaj kdo dela, pa kaj še rab kdo, ne, da moraš imeti to zelo dobro
pač sej pa tudi ti delaš, Management. definitivno, ampak mislim, da je pa ključno v tem, da pač to se mi zdi, da je zelo veliko samogreteljev, po mojem, s tem lahko težave. No. Pač, da dejansko on misli, da je edini, ki nekaj zna narediti, pa pač ne moreš nekoga klicati na pomoč. Ker zdaj, da nekdo ti pride pomagati, pa je pa tam tako kot en smrku zraven, pač to po mojem ni dobra varianta. Ker naslednjič pač ne bo prišel, se mi je logičen. Če nekdo da tebi soboto na sončen dan, recimo, pa bo hotel, da ti dejansko pomaga. Pač, seveda. Zato se mi zdi, da je pač, moraš biti takrat pripravljen, moraš imeti dost, moraš približno vedeti tudi, katere ljudi za katero delo. A zdaj pač imaš ti neko delo na višini, pa pač ne moreš pričakovati od nekoga, ki pač mu to delo ni fajn, ali pa veš, da mu ni blizu, ga pač ne daš tja. Tako da mislim, da je tudi veliko v tem razporejanju, da ti znaš približno oceniti, kaj je kdo, v bistvu, kje bo kdo dobro naredil, kje bo nekdo čisto zatrukiral, ker bo nekaj preveč kompleksnega. Tako da je pa res, da jaz imam tudi te prijatelje, pa to, kar imam in prijateljice so pač res dejansko, kako bi rekel, tudi taki zelo delovni in pač, kako bi rekel, mislim, ni jim problemno tudi neke probleme reševati in tako. A si tudi kakšne sošolce povabil iz našega faksa? Izkoristil kakšen priliko za prakso? Ne vem, če sem jaz kaj dosti tako, mislim, da jih nisem nekaj tako angažiral. Ne vem, nekako sem bolj v bistvu pač iz drugih koncev, pač to se pravi, mislim, ostali prijatelji pa pol še v bistvu nekako pač pol familijo, družine, strice, pa pol malo enkrat ena družina, enkrat druga družina, enkrat eni bratranci, drugič drugi bratranci. Tako da nekako je tudi to treba imeti neko sistematiko, da ni en skozi na tapeti. Sicer pa imaš pa ene altruiste, ki te pa oni pokličejo, kaj zdaj bomo v soboto kaj delali. Tako da to moram reči, da tudi taki ljudje obstajajo, za kar se bi res hvaležen. Ampak, kako bi rekel... Akcija, se dogaja. To tako da. Vse to sem zadnjič slišal, da je bilo v bistvu včasih, ko so si pomagali, recimo, ko se je vlivala plošča pa to. To je bilo dejansko, so bili definitivno vsi povabljeni, tudi Sovaščani in so v bistvu, ali pa ne vem, kdorkoli, tudi, ne vem, znanci, tudi enkaj mimo prišel, to so kar v bistvu se ustavili in kar začeli, mislim, to so kar pomagali. In da je bilo marsikdo kdaj užaljen, da ga nekdo ni povabil na zalivanje plošče. Da je bilo v bistvu dejansko to tak in to je bil pač res dogodek. In tudi te akcije, jaz moram reči, da jih bom imel res pač tako v lepem spominu, mislim, ker je to tako res nekaj neverjetnega. Pač meni tudi, načeloma imamo mi princip pač tudi tako s prijatelji, da pač imamo zmer neko aktivni način preživljanja. Mi nismo zdaj, noben ni ful navdušen takrat, ker recimo moramo sam, ne vem, pivo piti pa se pogovarjati. Pač ponovadi je zmer nekaj tako, mislim, tisti je bolj intenzivna izkušnja, recimo, ker se deliš to pri nekem aktivnem preživljanju. Tukaj mislim, da je tudi ta samogradnja pač lahko ful dobra priložnost. A se je, zdaj, ki si omenil kdo je vse prihajal, pa da so bili so taki, ki so rekli, kaj zdaj, se je kaj dogajalo čez vikend. A se je potem še kdo od teh za kaj tazga odločil? Mislim, da je malo so v različnih fazah. Mislim, stric, ki je 80 star, ampak tako, kakšen. Mislim, v različnih fazah so pač, tako da v bistvu težko rečem zdaj, da bi lih za zdajle, pač mi, je tudi nek, vse nekaj tudi odločajo, da bi. Na isti način. Jaz mislim, da je nekako pač, sam trenutno zdaj je lih, ne vem, odvisen v takih življenjskih fazah so. Eni imajo pač že tudi rešene neke stvari, eni niti nimajo pač ideje potem. Tako da, ne vem, jim je bilo pa tudi marsikomu zanimivo videti, da bi, mislim, kako to, tako da marsikdo je pač tudi tako mu bilo zanimivo. Ker jaz mislim, da to je krasno, mislim, da to je krasen demo za nekoga, ki malo razmišlja o tem, da bi bilo to zanga, ker njemu le ni treba za vso to organizacijo pa to skrbeti, pa vidi, kaj vse treba, da, mislim, če ima odprte oči vidi, lahko pa tudi nič ne vidi.
Ja, marsikaj se lahko naučiš. Za to sem pa vprašal tudi, če si greš sošolce, zato ker se mi zdi za ene arhitekte, jaz sem iz faksa prišel totalno neuk, kar se gradbeništva tiče. Jaz sem se ker sem nazaj v arhitekturo skočil, v bistvu od vseh mojih izvajalcev, pa še danes se na vsakem gradbišču učim. Ja, zdaj smo enemu sošolcu pomagali, tudi ker v Ljubljani je kupil neko staro hišo in smo mu pomagali. Je imel delovne akcije, pa je bilo v bistvu pri njemu. Tako da tam je bilo pa več, tako da so bili v glavnem arhitekti na akcijah. Mislim tudi ostali, ampak tako. Je bilo pa zanimivo videti tudi v Ljubljani, da se to da. Mislim, tudi prej že vem za drugega sošolca, da je imel pa tudi v Stolpnici prenovo doma, prenovo stanovanja. Tako da vse da, tukaj ni zdaj, ker tudi mi dva v knjigi se ne omejujeva, da je zdaj samo gradna stvar enodružinske hiše, ampak je to tudi prenova, kako bi rekel, tudi konec stanovanja v bloku, če je to bolj celostna zadeva. Ni zdaj to ena umara. Mislim, nič tako, se tudi če en sam umara naredi, nič narobe, ampak mislim, nekako smo mi dva to, da je to nekako strategija za reševanje nekega stanovanjskega problema. To se pravi, ali pa problema društvenih prostorov, recimo. Ker je tudi nek drug segment to. Ampak da na ta način v bistvu si to rešiš. Ker zdaj po obsegu danes reči, kaj je samogradnja, to ima tudi z začetkom sem imel 5 dni nazaj. Zato me tudi zanima, kako bo to na debatah teh samograditeljskih. Je zelo zanimivo, ker je že tako, v tem smislu, da to sploh napol ni samogradnja. Sem se rekel, kako je pa v 60-ih, recimo, kako bi pa to star oče gledal na to, kako so oni gradili, glede na to, da ni bilo treba še sami zidakov delati, pa to, da so jih kar naročili, pa so jih kar preparali. Tako da mislim, da je po tem obsegu del definitivno to ni nikoli, da bi jaz usporavil nekomu, da je v 60-ih bilo to ogromno več dela, pa v 80-ih tudi, ampak napram 60-ih že precej manj, ampak ne da se v bistvu tega izraza zamejiti z nekim obsegom del. Jaz tega ne znam, tako da to v bistvu ne morem, ker drugače bi pa tudi že v 60-ih nekdo tiskaj v 60-ih delal za unga, ki je v 80-ih rekel, da to ni samogradnja. Ker so mu v bistvu že na parcelo v 60-ih so v Kolutu prinesli, v Kolutu je bil prepeljan armatura. Pa so jo mogli raztegniti najprej, zvezati skupaj. V 80-ih so pa prepeljali kar direkt mreže. Tukaj v bistvu ni, ne da se v bistvu to tako. Bolj je ključno to, da je to v resnici neka strategija za reševanje stanovanjskega problema ali pa problema društva, recimo, ker imamo tudi društvo na samogradnjo. Tako da v bistvu si na ta način rešiš. Jaz ne vidim razloga, pošteno povedano, zakaj bi nekdo osporaval to, da je to samogradnja. Tako, kot si rekel, če narediš eno marco, težko reči, da si hišo sam zgradil, ampak si sam iz hobija ti še en kosten naredil. Če pa prešparaš že 20, 30, kaj šele 50% neke investicije, je pa to po moje. To je definitivno izmer neka nuja, pa nek finančni okvir, to v bistvu tam neka da nisi, jaz mislim, da noben, ki ima tako, da bo v bistvu sam lahko sfinanciral hišo, jo ne bo šel sam delati. Jaz ne poznam nobenega, ki bi imel res presežke, pa bi v bistvu šel sam si v samogradni hišo delati. To verjetno jih je res malo. Iznuje, jaz mislim, da to, ne vem, jaz ne poznam nobenega, tako da če kdo... Dobar, jaz tudi ne, ampak si predstavljam, da kdo bi se tega tudi podstopil, če si hobija. Jaz mislim, da bi šel bolj v smer neke umare, pa tako, dvomam pa, da bi tako, ker je to res tako intenzivno, da ni to tako, kako bi rekel. Ni easy. Ti si se odločil, da boš to delal iz lesa, ker une dve samogradnje 60-ih pa 80-ih, ki jih predstavlja, sta jasno obe zidani hiši. Ti si šel pa v les. Si šel v les zato, ker ti je to blizu, ker misliš, da je lažje samogradno delati v lesu, ker si hotel imeti tako hišo.
Ja, mislim, zaradi tega, ker sem si tudi nekdaj predstavljal, da bi živel v leseni hiši, to definitivno. Tako da je bila pač tudi vse že zasnova pa tako narejena, da je v bistvu možno to v leseni gradnji narediti. Tako da to sem jaz bil že kar, je pa moram reči, ko to malo primerjam, še recimo, ker mi smo tudi že zdaj po tem, smo imeli še eno samoritelsko, to je še pač očetov oče je vikend v Podkornu, tako da smo mi imeli zdaj od aprila še do zdaj še eno rundo samogradnje in pač dejansko, če to ni v igri cement, je to res nekaj najboljšega. No. Mislim, tako, to, da imaš ti v bistvu, ne vem, mašinca, da imaš, ne vem, nek pač vrtalnik pa nekaj, mislim, tako, to je res pesemno, pač to zavrtaš, mislim, nobene svinarije, meni je res nekaj, res je fajn, res je dobro delati, tudi pač se pa tudi v bistvu se lažje odločiš za kakšne bolj naravne materiale, ker vidiš, kakšna je razlika, v bistvu zdaj imaš, ne vem, neko izolacijo daješ, ali pa se ti vse ti spraši, ali daješ v bistvu, ne vem, neke lesno vlaknene plošče noter, ker se zelo lepo tudi z njimi dela, ne. Mislim, tako niti ne pikajo nič in je pač užitek, tudi občutek je to in tukaj se mi zdi, da je zelo velika ta neprisotnost, ne, pri tem v bistvu tolerira pa ljudje kar marsikaj, ne, ker v bistvu mene zelo motijo na splošno danes te prerezi hiš, ne. V kakšnem smislu? Mislim, da se v bistvu arhitektura ali pa saj naša stroka se v bistvu ne ukvarja s prerezom hiše, ne mislim tako čez hišo, ampak sam konstrukcijski prerez, ne, kaj je noter, kateri materiali so vključeni noter, ne, kakšen je sestav v bistvu neke stene, ne. Pač to moram reči, da tega ni, v bistvu ključno je, da je pač za tisto fotko, v bistvu, da to res dobro izgleda in da je pač to vse lepo, kaj pa v tisti sestavi noter, ti pa včasih kar kakšen, ne vem, prerez pogledaš, rečeš tako, a je to res za to 21. stoletje, je pač to nek prerez, ki bi si ga človek želel in mislim, da tukaj tudi zaradi tega, ker smo toliko stran od tega, da bi dejansko ljudje to sami, če bi ljudje to sami delali, jaz mislim, da bi tudi po mojem malo saj ta občutek imel, kva pomeni, ne, naraven material, pa kakšen je občutek, ne, je to nekaj drugega, kot če tam nekaj delaš, ali pa je to samo moj, lahko pa da imam sam jaz s tem težave, ne vem. Ne, mislim, ravno na tistem dogodku zadnjič, ko sva bila na Outsiderjevem, sem se še z našim dekanom pogovarjal, ne, pa ne vem, kako je nanesla beseda, na študij, pa sem rekel, zdaj, kaj je meni najbolj manjkalo, ko sem s faksa prišel. Točno to, kar si zdaj rekel, prerez, sestava. Jaz mislim, da bi bilo idealno, če bi, tako kot smo mi pri Suhadolcu, imeli ena prostoročna risba na teden na faksu, ena doma. Ena na faksu, ena doma. In tudi, če si lev zarisati, si na koncu po enem letu že kar tako fajn risbo skozi spravil. No, in na isti način se mi zdi, da bi naš faks se ne lahko, ampak moral posvetiti fasadnemu pasu. Ker ti na enem fasadnem pasu rešiš prereze, detajle, mislim, če hočeš res dober fasadni pas narediti, se mi zdi, da ti mora biti res vse jasno. In jaz, kolikor se spomnim, sem v celih 5 letih narisal točno enega, pa še tisti mi ni bil nič jasen. Če bi pa dejansko imel fasadni pas, ne vem, tak kot ima lesena gradnja, z celetarjem, z skeletom, z opeko, z kamnito oblogo, z tako oblogo, z tem unim tretjim, ne, če bi to dejansko imel, zrisal cel fasadni pas, se streho vred, bi to obvladal in pol bi bilo tudi ljudem, mislim, vsaj nam, arhitektom, veliko več jasno, tako kaj. Hotel sem to reči, da že pri nas se začne ta problem teh prerezov. Mislim, to se strinjam, ja, definitivno, ne, ker mislim, to mislim, da je itak splošno jasno, da v bistvu nekako iz faksa, to je vsaj še 5 let, se jaz ne bi upal nič tako reči, ker v bistvu raba še 5 let se fajn zelo noter vršiti, da v bistvu ti je približno malo jasen, zakaj si, mislim, ne približno, dobro, malo pretiravam, ampak v bistvu v resnici pač je nekako to bolj na neki konceptualni ravni in tem
medtem ko tega pa res ni. Ne. Tako da tukaj bi definitivno. Je pa to zmeraj vprašanje, ne. So neke stvari, ki se jih da priučiti. Ne. Ja, koliko je zdaj, ker je še en kup enih ostalih stvari. Se tudi v bistvu te prereze, ki so zelo velik problem, ne, da se pač recimo vzame en prerez za Barcelono, pa se v bistvu pač pretopi to v naš, mislim, da je to tudi taka praksa, da se v bistvu določene rešitve, ki so v bistvu za čist druge pasove in druge vremenske pogoje, v bistvu avtomatično preslikajo v naš prostor, ne, in tega je res ogromno. Meni se zdi, da tukaj je predvsem jaz to tudi vidim, da jaz recimo nikoli se nisem čutil, da bi v bistvu se vrgel pač takoj po faksu, da bi, ne vem, kakšen velik projekt v bistvu. Tukaj imam malo, ne vem, recimo pri teh natečajih, ne, mislim, in kup enih mladih, ki se mi zdi, da res ogromne projekte v bistvu začnejo in kar delajo v bistvu, ker si jaz, ne vem, ne bi imel toliko ega, da bi rekel, da bi to se spravil kar s prve v bistvu sam delati. Mislim, se mi zdi, da je prav, da tudi s projekti tako rasteš, no? Pač, da nekako pač se ni nič narobe, da bi tudi to mogli nekako biti. Ne? To pomeni, da s projektom rasteš, pa v bistvu rešuješ najprej manjše težave, pa greš pol v neke bolj kompleksne. No? Pač meni se zdi malo narobe, da se nekdo uči na projektih. Ne? Mislim, tako. Ne, ideal bi bil to, kar si izvedel ti, da narediš svojo hišo. To je super. Ker pol za svoj dar, svoje izkušnje pridobivaš. Temeljni dohodek, pa še posebej za arhitekta bi mogel biti pa še malo več, da bi še se zgradili. Ne, ampak hočem reči ideal, se vem, da ni izvedljivo, ampak dejansko ideal, ali pa da si prenovi stanovanje, ampak ker to po moje bolj kot tako se ne moreš naučiti, ne. Jaz dejansko, ko sem nazaj v arhitekturo prišel, jaz sem imel prej četrt stoletja čisto ene druge kariere in ja, tako sem rekel, jaz sem visel na gradbiščih 5 let skozi, vse spraševal, vse gledal, se učil. Mislim, stvari te morajo zanimati, ja, ne, se drugače tudi v bistvu ja. Stvari te morajo zanimati in tukaj je tudi v bistvu, da ti znaš, da ti rišeš tako, ta logika tega, da ti rišeš tako, kot bo nekdo delal, ne. To je v bistvu nekaj, da si ti znaš predstavljati, kako bo to nekdo sfiksiral. Jaz mislim, da tega je v naši stroki kar velika, zelo velika težava, no, pač, da v bistvu se nekaj riše. Tako, to je lahko hiter problem. Definitivno s tem, da pač nekaj sam v bistvu uspešno, da nekaj sam narediš, pač vidiš marsikatero težavo, pa kakšen problem, ne, pač kako. Vse pač na objektih se pač te stvari rešuje, ampak se mi zdi, da bi bilo prav, da bi bilo tega več. Ne. Ja. Zdaj, na kakšen način pa to v ta faks spraviti, ne, je pa, mislim, definitivno. Te fasadni pasovi, jaz vidim to kot eno od možnosti, ker to bi res, jaz mislim, da enega konceptualnega razmišljanja pa tega, dobro, mogoče že kar malo preveč filozofskega, ampak to se že hitro naravnaš, če hočeš kaj zgraditi. Ta način razmišljanja ti naš faks kar da, ampak tega dobiš pa mečkam premalo, rabiš pa res pol skozi prakso očitno to nadoknaditi. Ker si pa prej rekel za prenašati, ne, meni je bilo smešen, jaz sem šel leti na ta Glen Market Masterclass, ne, in tam je bilo zanimivo, da smo se še tako, si cel dan skupaj, pa se pa pogovarjaš, ne. In sem jaz Glenu rekel, lej, kaj ti črto narišeš, ne, je to tvoj zid. Jaz moram pa še eno zraven narisati, da je to moj zid, ne. Hočem reči, oni tam delajo take stence, kot je pri nas inštalacijska ravnina. In ti si res, ti lahko z eno črto v nekem merilu, 1,200 ti, ajde, v redu, mečken debelejšo narišeš, pa je že to, ne. Medtem, ko pri nas pa to ni hec, kolikor se ti teh zidov nabere, ne. In jasno, da ti ne moreš. Jaz sem bil nekaj časa pošten, pa prav frustriran, ker sem gledal te krasne arhitekture, Avstralija, Nova Zelandija, Čile, take light konstrukcije, vse lebdeče, tanka strehca. Pri nas pa streha tako, 60 centi. In to smo se tam dosti pogovarjali, ne, da
iz tega masterklasa, da ti lahko prineseš principe načrtovanja, sigurno pa ti ne moreš kopirati tistega, ne, ker so drugi klimatski pogoji, druge sestave, drugi materiali. Ne, tam imajo vse hiše tisti nek tak rdečkast les, tlele ni to, ne. Tam je to tako, kot bi tle smreko uporabil. Ja. No, ampak, če grem nazaj na to, se pravi, na ta vprašanje klasika versus proti lesu, a ne. Zdaj, mi tle v biroju, vsaj zdaj, ki dela dosti, pa lahko zbiramo, projektiramo samo lesene hiše, a ne. In dostikrat, ker ljudem rečem, zdaj večina, ki ne pride do nas žive, da je to tako. Kakšni pa le ne, pa bi potlej gradili in pa so razni taki razlogi. Ja, pol bomo pa težji, kako bomo pol kasneje to spremenili, če bomo kaj hoteli spremeniti. Ali pa, če treba pol kakšne inštalacije. Ne? Vsak si predstavlja tako, če imaš ti zidano steno in tako ti zgradiš, pol pride električna štemrca, pa jo pol podre, ne? In moram pol vsakmu posebej razlagati, da v bistvu tle je to že lažje. In dejansko, ko je tle hiša, zunaj zaprt objekt, je v bistvu to skoraj bivalen objekt. Jaz imam naročnike tlele, kje pa je tistele, tamle gor, ta desna, zgornja, iz Jeličnega vrha, ne, ki so bili zelo on the budget. Oni so v bistvu njim eko-art navredil zunaj zaprt objekt in sta Anita in David vse sama finalizirala noter. Ne. Mislim, ni bila samo gradna, čeprav kar predsej, ker sta vse te suhe strihe, pa knaufe, pa vse to, kar sta imela, ampak dejansko hiša je bila, ja, zunaj zaprt objekt pri klasiki je v bistvu še zmer ves vlažen, prašen, tak, ne. Zunaj zaprt objekt pri leseni gradnji je pa sam še hobi potlej. Hočem reči, da se mi zdi, da je za samo gradno to lažje. Pač meni se sam zdi tako, ne, da je pač edina stvar, ki je to, da v bistvu napaka pri leseni hiši precej bolj usodna, kot pri zidani. Ne. V kakšna napaka recimo? V tem smislu pač, ne vem, da ti voda, ne vem, nekaj spusti, da, ne vem, da si prebil ali pa nekdo prebil neko cev, ne. Mislim, vse v vsakem primeru, ampak ne, če ti konstrukcija začne gniti, ne, na nek način, v bistvu na kakršen koli, je v bistvu po mojem to precej. Mislim, če je to samo zidana bajta, je samo problem s plesnijo načeloma, pa ni konstrukcijsko problematična zadeva. Ne. Ja. Zdaj, pri leseni gradnji je pa to lahko, kako bi rekel, tudi konstrukcijsko usodna, recimo, zadeva. To je edini pomislek, drugače delati je to precej bolj lušten, pa lažji. Ja. Sam, moraš pa biti pozoren na te zadeve, mislim tako. A ti si naredil to na ploščo, še te betonske nastavke, ali ste to direkt na ploščo polagali? Mi smo še, jaz sem jih to zdaj, v bistvu pri vseh hišah zdaj delamo ta nastavek, no. Jaz sem imel pa jaz še nisem imel tega betonskega nastavka, ampak imam zunanje strani hidroizolacijo do višine 60 cm. Ja, vse gor pošvasan. Tako da v bistvu imam vse pošvasan gor, pa tudi načeloma moja okolica je tako drenažno, mislim, tako je narejen, da v bistvu ni možno, da bi to kar zalil, no, pač tako, v tem smislu, da bi pač toliko dober je v bistvu vse tudi s tem penjenim steklom, ker je penjeno steklo zaradi tega tudi fajn, ker je v bistvu že drenažen.